Lepo pozdravljeni pri podjetju Incrementum. Danes bomo govorili o tehnični analizi. Moje ime je Jure in najboljše, da kar začnemo. Vse informacije, ki jih boste danes prejeli, niso finančni nasvet in tudi niso nasveti o kriptosredstvih. Najprej si bomo pogledali graf globalne likvidnosti, saj ima ta zelo velik vpliv na ceno Bitcoina. Modra črta predstavlja ceno Bitcoinov. Ob desni strani je torej cena Bitcoina, ob levi strani pa je globalna likvidnost v triljonih. Torej, kot vidimo, graf oziroma cena Bitcoina zelo dobro od leta že od prej oziroma v zadnjem času pa še bolj podrobno sledi ceni globalne likvidnosti. Torej, globalna likvidnost je denar, ki je v obtoku in na voljo. Kaj lahko sedaj vidimo? Graf likvidnosti se dviguje in če se bo ta pot nadaljevala še naprej, lahko pričakujemo močno rast Bitcoina. Naslednji graf je Rainbow chart in sicer to je mavrični prikaz cene Bitcoina oziroma kdaj je še primeren za nakup. Temno-vijolično območje se smatra kot najboljši, to je ta spodnji del, se smatra kot najboljši čas za nakup Bitcoina, medtem ko temno-rdeč predstavlja najslabši čas za nakup. Če si pogledamo, ta graf je v logaritemski skali za ceno Bitcoina, to je ta črna črta, in sega še iz leta 2013. Če pogledamo trenutno situacijo, smo ravno na območju eni izmed najboljših cen, torej buy oziroma basically a fire sale, torej razprodaje. Seveda cena je bila leta 2023 in 2024 nižja in bolj primerna za nakup, ampak glede na to, kje bi Bitcoin po teoriji mogel biti, je trenutna cena ocenjena kot razprodaja. MVRV je market value versus realized value, torej tržna vrednost napram realizirane vrednosti. Če si pogledamo to zeleno območje, je najboljši čas za nakup, ponovno rdeče območje pa čas za prodajo. Ta razmerje se giba v spodnjem delu, ponovno ta graf narekuje, da je primeren čas za nakup Bitcoina. Zdaj pa še ena taka tematika, za katero se vsi sprašujejo. Torej, Bitcoin ima svoje cikle, tej do danes so veljali, da držijo, torej so 4-letni. Na tem grafu si lahko vidimo, torej, kdaj je bila najvišja točka oziroma cena prejšnjega cikla in pa rdeča črta, ki predstavlja najboljši čas za nakup, torej najnižjo točko Bitcoina. V 16 letih se je ta graf, ki ga zdaj prikazujem, je bil eden najboljših pokazateljev, kdaj kupiti oziroma kdaj prodati. Statistika drži, bomo seveda videli, če bo to držalo še vnaprej. In sicer, zakaj so 4-letni cikli? Enostavno zaradi halvinga, ker se po vsaka 4 leta zmanjša zaloga novih zrudarjenih Bitcoinov, posledično je seveda več povpraševanja in pa vedno manj zaloge, kar povzroči rast cene. Torej, če se bo ta cikel ponovil, bi naj se nekje novembra oziroma decembra 2025 bi v tem primeru Bitcoin doživel svoj vrh, torej najvišjo vrednost, spet statistično pa bi lahko sledil padec, ki bo trajal nekje 1 leto. Strokovnjaki napovedujejo vrednost Bitcoina med 150 in 200 tisoč dolarjev. Danes se cena giblje okoli 80 tisoč dolarjev, kar tukaj pomeni zdaj še 100 oziroma malo večji donos. Pa si poglejmo še tehnično analizo in sicer pred vami je graf Bitcoina, ob desni strani ponovno cena, spodaj imamo časovnico. Ta mavrična podpora oziroma to so tedenska povprečja. To tedensko povprečje govori o tem, kje je bila cena od 25-dnevnega povprečja oziroma 50 oziroma do 55 tedensko povprečje. Dokler smo nad to krivuljo, nad tem naborom krivulj,
pomeni, da smo v bikovskem trendu. Ko enkrat graf oziroma cena pade pod to krivuljo in želi iti nazaj nad njo, vendar je zavrnjena, to v teoriji pomeni, da smo v medvedjem trendu in lahko pričakujemo padec še naprej, mogoče za kakšno pol leto in leto, kot je to bilo do sedaj držalo. Kje so bile pa najboljše točke za nakup? Če si pogledamo lansko leto, avgusta je bila kar velika razprodaja, predvsem za altcoin, alternativne kovance, ampak tudi Bitcoin je imel svoj padec od vrednosti, se pravi skoraj $80,000 je padel skoraj na $50,000. Kje je bil najboljši čas za nakup, ko je šel pod temno rdečo črto, to je 50-tedensko povprečje, za dan ali dva je celo padel pod to, oziroma za en dan je padel pod to krivuljo, vendar se ta sveča ni zaprla kot polna, kar pomeni, da ne velja, in od tam dalje se je začel nov trend rasti, torej drugi val, tole je bil prvi val do lanskega marca, manjša konsolidacija, padec, potem s Trumpovo zmago, ponovna rast, to naj bi v teoriji bil drugi val rasti. Trenutno smo ponovno v konsolidaciji, torej v padcu kot po prvem valu rasti. Koliko časa to lahko še traja, bomo videli, bomo šli tudi kasneje malo bolj podrobno. Sedaj pa si poglejmo še en primer, in sicer trenutno se ljudje bojijo, da je konec, da je v bistvu prejšnji, torej ta december 2024 bil vrh tega cikla, torej da je cikl drugačen, da se je prej zaključil. Če pogledamo, to je ta prvi val, potem drugi val, tretji val sicer naj bil največji, torej dvakrat večji od prejšnjih, ampak to pustimo za kasneje. Tukaj zdaj se pogovarjamo o medvedji pasti, bear trap. Torej, ljudje v paniki na najnižjih točkah prodajajo, to je to, kjer smo sedaj, ne? To je pa skica, bom rekel, primera medvedje pasti, kjer ljudje v bistvu prodajo, kot je zdaj, ena najnižjih točk zadnje pol leta. Zdaj govorimo za Bitcoin, altcoini, torej alternativni kovanci, imajo pa še večji problem, so pa krepko padli napram Bitcoina. Kaj ponovadi sledi v tem primeru, zdaj to je samo neka ilustracija, močna rast, tretji val, sicer tukaj s ceno pretiravamo. Še en graf, in sicer to je graf altcoinov z izjemo Bitcoina, torej v celoti skupek vseh 40,000 altcoinov uradnih, brez Bitcoina in prvih 10 kriptovalut. Kaj vidimo? Ta rumena črta je bila od leta 2015, se ta graf beleži, eden boljših indikatorjev za sezono alternativnih kovancev z izjemo prvih 10. Torej, januarja 2017 je bil močan odboj od rumene podpore in takrat smo imeli eden boljših altcoin seasonov celotno leto. 2021, približno tudi nekje isti čas, januar, februar, sploh ni šel v bistvu celotna kapitalizacija do črte, ampak to se smatra, tukaj so majhne razlike in to je bil ponovno najboljši čas za nakup alternativnih kovancev. Če si pogledamo danes stanje, tretja zelena puščica, smo pod normo, ki jo alternativni kovanci tvorijo že 10 let, torej neka statistika, ponovno vedno se zanašamo na statistiko, ne. Kaj tukaj kaže? Da je šla cena alternativnih kovancev pod normo. Kaj se lahko pričakuje, če bo statistika držala močan odboj v smer, da se delež zlije v alternativne kovance? Kaj bi to pomenilo? Da je pred nami ena zelo močna altcoin sezona. Še en graf, Fear and Greed indeks Bitcoina. Bitcoin je glavni, on narekuje sicer trg, kam bodo kriptovalute šle. Tale sicer ni ravno posodobljen, bomo si to novo stanje pogledali, ampak samo za primer. Torej, Greed and Fear indeks pomeni, kakšen je pohlep in kakšna je strah, koliko je česa prisotno trenutno na trgu.
Meri se od 0 do 100. Ko gremo na 100, pomeni, da je pohlep najbolj prisoten, ko gremo na 0, je prisoten najbolj strah. Ta graf je za malo daljše obdobje razčlenjeno in sicer od maja 2024 kaže celoten potek. Tukaj, če vidimo, trenutno smo v rdečem območju. Kaj to pomeni? Da je zelo prisoten strah. Kdaj je najboljši čas bil za nakup, ko so cene nizke? Kaj se takrat pojavi, kjer problem, da ljudje ni več dobrih novic? Uradno, torej ko beremo, ko spremljamo razne članke, kakršnekoli objave, dobrih novic ni več. Vedno nam je v bistvu, če smo že nekaj časa v kripto, nam je jasno, da moramo kupovati poceni. Ampak problem je, da tisti strah, ki je bolj prisoten, ko bi se mogli v bistvu veseliti nizkih cen, je pa takrat strah premočen. Ali ne zaupamo več, ker v bistvu smo toliko slabih negativnih komentarjev ali pa novic prebrali in se težko odločimo za nakup, ali pa v bistvu izberemo opcijo, da pričakujemo, da bodo cene nižje. Vedno je tako, vedno se nekdo najde, ki napoveduje nižje cene in potem s celotno naložbo čakamo na tisto nižjo ceno, ne. Ker je trenutno eno boljših časov, prilik za nakup, kot nam prikazuje ta graf, mislim, da je smiselno, da se tukaj v bistvu zavedamo, kriptovalute, Bitcoin bodo ostale, uporabljale se bojo, odzadaj se dogajajo stvari, dober čas za nakup je. Zdaj, koliko seveda ne smete investirati denarja, ki ga potrebujete. To je ključna stvar, ker če preveč investirate, potem ste preveč emocijsko, delate preveč poteze emocijsko in delate napake, ne. Zdaj tukaj v tem primeru, če je zelo močan ta strah, je včasih iz strani investitorjev smiselno, da začnete s prvim najvišjim vložkom, je to tretjina ali je to polovica, in da če se slučajno padec še nadaljuje, da imate še za 2 oziroma 3 poteze nižje, še nekaj denarja na strani za investicijo. Sicer pa so cene trenutno zelo nizke, strah je močno prisoten. Pa si pogledamo torej današnjo stanje, ki smo ga pregledali, je 29. Torej smo še v območju straha, ampak ni več tako močno. Prejšnji teden in mesec tam na desni strani pa vidite, da je šlo tudi na 17. To je eno najmočnejših strahov oziroma občutka strahu v zadnjih 3 oziroma 2 letih. Tako, zdaj si bomo pa pogledali ceno Bitcoina oziroma tehnično analizo Bitcoina malo bolj podrobno oziroma v živo. In sicer najnižja točka za nakup je bila okvirno novembra 2022, takrat je Bitcoin dosegel vrednost 15.600. To je bil tudi začetek novega cikla oziroma kakor ga kdo meri. Zdaj pa, če gremo pogledat, kakšni so v bistvu te popravki, trenutno so ljudje v strahu, ker se jim ta padec zdi močan, ampak noben v bistvu ne spremlja, da se je to tekom tega cikla so bili padci že temu primerni oziroma nekateri tudi močnejši, ne. In če si pogledamo, eden izmed primerov tukaj je, vzamemo Fibonaccijevo zaporedje od marca 2023 pa do zgornje vrednosti, ki je v tistem trenutku dosegel, in sicer aprila, imamo 50% popravek po Fibonacci, ampak to je bil samo eden iz vmesnih. Pa enega bolj izrazitega si tudi lahko pogledamo, o katerem sem že prej razlagal. Torej, vzamemo ponovno swing low, to je bilo od 22. januarja 2024 pa do marca 2024 je bil kar hitra porast, zelo podobna tej, ki smo jo doživeli zdaj. In sicer vzamemo swing low, swing high. Prvo, bom rekel, negativne občutke po Fibonaccijevem zaporedju dobimo pri 50% popravku, ne. To je šla takrat cena Bitcoina iz 74.000 na 50 oziroma na 56.000. Potem pa je Bitcoin si vzel še več časa in je naredil skupno ta
65% popravek, še enkrat ponavljam, od swing lova, torej od vrednosti 40.000 do 74. To je pa Fibonaccijevo Golden Pocket. To je v bistvu območje, ki ga večinoma bolj izkušenih traderjev čaka in v tisti coni nakupujejo. Ni nujno, da pride do tiste cone, velikokrat se ustavi že pri 50% popravku in se tukaj odbije. Seveda je zelo, bom rekel, lahko to Fibonaccijevo zaporedje si lahko swing low izbiramo drugače. Nekdo bi lahko rekel, da ga moramo nižje vzeti oziroma nekateri višje, ampak v teoriji torej swing low, Golden Pocket območje je tisto, ki je za traderje najbolj sladko. Zakaj? Ker cene do tja pridejo, potem pa velikokrat hitro pride do odboja. V tem primeru to je bilo v lanskega marca in pa do avgusta se je ta prvi val popravljal, kjer je prišel Bitcoin do 51.000 in tukaj je bil najboljši čas za nakup, torej Golden Pocket. To je bilo prejšnjo leto, zdaj pa če si pogledamo trenutno leto oziroma rast od te najnižje vrednosti, ki smo jo takrat, ki je bil najbolj primeren čas za nakup, torej swing low, pa vzamemo zgornjo vrednost skoraj 110.000, malo nižje. Če si pogledamo, kje traderji najraje kupujejo, torej območje Golden Pocket je med 73.000 in pa 71.000 za Bitcoin. Kot vidimo, 50% popravek, torej 80.000 smo že prebili. Ali lahko pridemo do 71.000? Lahko. Vedno lahko gremo še nižje, ampak rečemo, da smo zaenkrat tukaj. Kako bi lahko še bil to nek območje za dober nakup? Zato, ker če pogledamo začetek lanskega leta, je tukaj dosegli kar nekaj vrhov, preden smo dejansko zmago Trumpa predrli in šli čez. Velikokrat Bitcoin rad ponovno testira stare, torej resistance, ki ni mogel prebiti, potem je prebil in zelo rad pride ponovno nazaj testirati območje, ki ga je prej s težavo prebil. Torej, v teoriji bi lahko to območje bilo najboljše za nakup. Veliko ljudi meni, da je danes že konec tega popravka. Zakaj? Eden izmed indikatorjev je, da se pojavlja divergenca. In sicer, če si pogledamo, to je graf Bitcoina, torej cena je padala, ta spodnji graf je pa Relative Strength Index, pa da ga še malo razširim. Torej, ta divergenca je zelo uporabno orodje za trgovanje in manjših in daljših časovnih obdobij. In sicer tukaj cena takole pada, v bistvu RSI pa raste in to se med seboj izključuje, kar pomeni, če cena pada, moč trga raste, pomeni, da bo slej ko prej prišlo do obrata. Ponovno, kje se tukaj pojavi problem? Zato, ker bi mogli v teoriji spremljati samo špice. Tukaj imamo špico med tem, torej špičko in pa špico grafa, zaenkrat na tem območju pa ni. Če pogledamo, tukaj je sveča, ki pa ne sovpada s tem grafom. Torej, tukaj nekje gor meri in v bistvu bi mogla biti sama korenina oziroma špica sorazmerna z svečo. Torej, v teoriji to drži, v praksi zaenkrat še ni nujno, a pa pustimo to za stran. Torej, eni gledajo to zadevo kot, da smo doživeli divergenco, sam menim, da še nismo. Druga stvar, tisti, ki se spoznajo na tradanje, double bottom oziroma W pattern je bullish, pomeni, gremo v smeri rasti. Mislim, da gre za premajhno območje oziroma časovni razpon, da bi lahko to potrdili. Zdaj, kaj pa je ena izmed glavnih stvari, da se določi nek resistance. In sicer
tukaj lahko povežemo čisto vse vrhove od januarja, ko Bitcoin, od katere se Bitcoin odbija. Danes smo ponovno na rumeni črti, ki sem jo označil kot resistance. V bull marketu oziroma v koncu konsolidacije pridemo šele, ko postavimo higher high. To pomeni nov višji vrh, kot je bil prejšnji, in pa tudi višji lower point. To je pa higher low. Torej v teoriji, higher high pa higher low. In iz tega bi se pa lahko razvil nov higher high. Šele to bi pomenilo, da se rast nadaljuje. Če bi v bistvu presežiti moramo ceno $88,000 presežiti in pa potem naslednja nižja točka mora biti višja od 74,000. Dokler tega rezistansa nismo prebili in dokler nismo testirali in naredili višjega lowa, oziroma ponovadi, ko prebije gor, ponovadi gre ponovno testirati, kar je bil prej resistance, je potem support in šele potem se rast nadaljuje. To je zdaj teorija. Torej, nič od tega še ni nažalost pokazalo, da se rast nadaljuje. Torej, še vedno obstaja verjetnost, da bomo, kot je v teoriji, dosegli vrednosti okoli 70,000. Zdaj to je, če gledamo kratkoročno, če gledamo dolgoročno, vse te cene so zelo primerne. Še eden izmed pomembnih indikatorjev pa je volume. To je volumen, torej koliko trgovanja je bilo v tistem dnevu. Spremlja se ga lahko na 4-urni, urni ali pa dnevni sveči. Tukaj smo v avgustu 2024, ko je bila zadnja sveča, najnižja, ki je povzročila kapitulacijo, sicer tudi z veliko likvidacijo dolgih pozicij, je bila zelo močna in intenzivna volumenska sveča. To pomeni, da se je takrat največ trgovanje zgodilo in ko do tega pride, takrat je velikokrat to indikator, da se bo trend obrnil, oziroma da je bila to tista točka prelomna, kjer je bilo največ trgovanja. Če gledamo, tukaj je bil tudi, ko je Trump zmagal, smo imeli ogromno volumna in se je kratkoročno trend obrnil. Torej danes pa bi lahko mogoče še en podoben podvig pričakovali, da bo prišlo še do ene likvidacijske oziroma kapitulacijske sveče, ki bi v bistvu narekovala konec popravka. Tako, vidite, da je kar nekaj stvari iz tehnične analize, nekaj je teorija, nekaj je praksa, izkušnje pripeljejo svoje. Sicer kriptovalute niso namenjene za kratkoročno trgovanje, zato ker procent uspešnosti ni najbolj velik, lahko pa investirate na dolgi rok, da se, ker kot vidimo, Bitcoin, če si pogledamo na dolgi rok, konstantno raste. To je cena, to je v bistvu Bitcoin, pa si pogledamo graf, to je ta logaritemska, po logaritemski skali, torej Bitcoin konstantno od leta 2009 z manjšimi premori konstantno raste. Seveda obstajajo tudi ostale kriptovalute, za katere se vidi, da so uspešne, da se uporabljajo in bi jih tudi bilo dobro imeti v portfelju. Zbrati prave med 40,000 kriptovalutami je zelo težko. Poleg tega, da morate spremljati ceno Bitcoina, morate spremljati ceno alternativnih kovancov. Kje je še danes problem? S&P oziroma stock market ima zelo močen vpliv, tudi te vojne, ki se dogajajo, imajo zelo močen vpliv momentalno na ceno Bitcoina. Seveda, če pride do recesije, se tudi Bitcoin bo verjetno težko imel svojo pot, sicer pa je bil Bitcoin mišljen v ta namen, da bo kot odgovor recesiji, zato so ga tudi naredili. Plus, da je omejena zaloga, torej je to kot neka rešitev proti recesiji oziroma da naj bi vaše imetje raslo. Zato kriptovalute, ker smo še v zelo zgodnji fazi, samo 6% ljudi investira trenutno v kriptovalute.
Zelo primeren čas za začetek, seveda je pa zelo pomembno, katere kriptovalute boste zbrali, ker med 40 tisoč seveda ne morejo vse uspeti. Prijavite se na posvet, pogovorite se z nami, pridite na sestanek, bomo predelali vašo finančno strategijo, koliko denarja je smiselno in pa seveda to gre za investicijo za daljše obdobje, zato so pri nam priporočljivi večji zneski, torej nad vrednosti 25 tisoč evrov naprej. Hvala, da ste se oglasili k nam, da ste si pogledali ta video in se vidimo ponovno kmalu. Nasvidenje.